konec leta je že skoraj tukaj in se neverjetno hitro bliža, zato sem danes zate pripravila en taki checklist oziroma seznam, ki bi jih bilo mogoče fino še narediti za spletno stran ob koncu tega leta. No, pa ta seznam seveda lahko uporabimo tudi vsako leto. Pa gremo kar v akcijo pogledati, kaj vse lahko naredimo, da se v bistvu res na januar oziroma na začetek novega leta lahko maksimalno dobro pripravimo. Zdaj, prvo, kar te povabim je, da razmisliš o svoji brand bio, torej biografiji oziroma kratkem opisu za tvoj brand in razmisliš, ali je to še stoji, ali bi ga bilo fajn še kako izboljšati in ga seveda tudi lahko izboljšaš. To je nek kratek opis, kjer lahko v 3 do 5 sekundah razložiš, kdo ti si, kaj je tvoja vizija oziroma kaj je tvoj brand in hitro poveš, v bistvu daš dovolj vrednosti oziroma dodaš dovolj informacij, da se nekdo, ki te še ne pozna, lahko hitro odloči, ali je to nekaj zanj ali ne. In seveda je konec leta je čudovita priložnost, da mogoče tale bio malo refreshamo, osvežimo, če je potrebno oziroma da vse pogledamo, ali je tudi na vseh pomembnih mestih na naši spletni strani. Lahko ga recimo dodamo nekje na domačo stran, pa mogoče v nogo, pa mogoče še na kakšne delčke, kot je recimo stranska vrstica oziroma kjer bi bilo najbolj smiselno za naše obiskovalce. Druga točka je, da osvežiš izjave zadovoljnih strank. Če si mogoče v tem letu pridobila kakšne nove izjave za od svojih strank, potem te vabim, da jih seveda dodaš na spletno stran. Če nisi, ker si mogoče pozabil ali pa pozabila vprašati, potem te vabim, da je zdaj mogoče idealen čas, da prosiš te zadovoljne stranke, da s tabo delijo oziroma da delijo svojo izjavo, ki jo potem lahko dodaš na spletno stran. Zdaj, kam dodati? Najbolj idealno je, da to dodaš na tisto ponudbo, kamor pač ta izjava paše, da nekdo, ki se potem recimo zanima za neko določeno tvojo ponudbo, ima v bistvu vse informacije na eni strani. Ok, gremo na 3. točko. Če imaš portfolio oziroma če imaš neke vrste portfolio, kjer lahko pokažeš svoje delo, potem je mogoče zdaj čas, da ga malo osvežiš, da dodaš projekte, ki še mogoče niso uspeli se prikrasti oziroma priti do tvojega portfolija in ga v bistvu res dodelaš, tako da bodo vsi najnovejši projekti tudi v tvojem portfoliju. 4. točka je, da se vprašaš, kakšne so tvoje cene in pa če so ta prave. Zdaj, meni osebno sem recimo že zdaj nekaj let zapored se vprašala v bistvu, katere izmed mojih ponudb se najbolj prodajajo, katere se sploh ne prodajajo in tudi kakšne so cene. In tudi tebi lahko to zelo koristi, da v bistvu narediš en takšen pregled, da si zapišeš čisto vse ponudbe, ki so bile v tem letu na mizi za tvoje idealne stranke in si tudi zraven zapišeš, koliko se je katere ponudbe tudi prodalo. Zdaj, če ugotoviš, da se so nekatere zelo dobro prodajale in druge se morda niso, potem lahko te morda celo umakneš iz prodaje. Ali pa narediš kakšno revizijo, jih spremeniš, tako da bi bile mogoče bolj privlačne za tvoje obiskovalce. Ker vsi vemo, če daš na mizo eno ponudbo, se sama od sebe običajno ne bo kar tako prodajala in ti bo vzela promocija in vse ostalo kar nekaj časa. In če namenjaš za neko ponudbo, ker si je mogoče tvoje idealne stranke ne želijo, ali ni dovolj privlačna, ali ni ok, namenjaš veliko časa, potem lahko v bistvu izgubiš veliko priložnosti in časa, ker bi ta čas mogoče bilo bolj smiselno nameniti tistim ponudbam, ki se pač prodajajo bolje. Seveda pa je na tej točki tudi zelo fajn, da se vprašamo, ali so cene, ki jih imamo za posamezne storitve, še vedno smiselne, ali bi jih bilo z novim letom, kar je odlična priložnost, smiselno tudi posodobiti. 5. točka je, da mogoče se vprašaš, kaj je tvoj freebie oziroma brezplačna ponudba, ali je še smiselna, ali lahko mogoče narediš kakšno novo ali obstoječo obnoviš. Pogledaš lahko tudi vse avtomatske maile, če so še vsi ok napisani, pogledaš lahko tudi, kakšna je konverzija te brezplačne ponudbe in če ni najboljša, kako jo lahko torej izboljšaš. In 6. točka
je, da mogoče tudi posodobiš fotke na svoji spletni strani. Zdaj, če so fotke, kjer si na fotkah, torej fotografijah ti osebno in že nekaj časa niso bile zamenjene, da so recimo zelo, zelo stare in si se ti mogoče med tem časom že precej spremenil oziroma spremenila, potem je v bistvu zdaj tudi odlična priložnost, da tudi te fotografije malo na spletni strani posodobiš, lahko seveda naročiš si kakšen fotoshooting, torej da najameš kakšnega fotografa, fotografinjo, pripraviš nove fotografije in jih potem zamenjaš in osvežiš s tem svojo spletno stran. Evo, me pa zanima, kaj ti bo, ali nameniš kaj časa za mogoče kakšno revizijo na svoji spletni strani, katera točka v bistvu te je spomnila, da bi bilo fajn še kaj postoriti oziroma izboljšati. Evo, srečna in uspešna! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.